eksperimentalno-dokumentarni kratki film Nazorjeva. Ob meni sta režiser in pa direktor fotografije Rok Kajzer na Gode ter oblikovalec zvoka Miha Jaramas. Lepo pozdravljena. Najprej nekako toliko, da damo vse skupaj v kontekst. Film je v bistvu nastal, domnevam, da zelo ad hoc. Zelo na hitro se je zgodila novica, jutri se predaja ključ novim starim lastnikom. Dajmo to zabeležiti, ovekovečiti, zato da ne bo šlo v pozabo. Ja, hvala za to vprašanje. V bistvu zadeva je taka, da ta Nazorjeva je bila zelo dolgo časa, smo se poslavljali od nje in zelo dolgo časa se je govorilo o tem, kako bo zdaj ta Nazorjeva šla. Ne? In potem je bil že plan, kako bo veležur in povabljeni vse generacije, ki so tukaj študirale, da bojo še zadnjič pobruhali hodnike, in potem je prišla korona in se je zaprlo vse skupaj in je ta Nazorjeva samevala in nikjer ni bilo nikogar. In potem nekako je prišla ta novica nekje, da pa vsem se bo zdaj v tem času te korone zgodil ta mehek prehod, da pač bo ključi vrnjeni in ne bo žurke v tem smislu. Ne? In potem v bistvu smo ta hint smo nekako dobili in potem smo mi z Matevžem, ki velikrat ob nekih druženjih razmišljava o tem, kaj bi bilo še fino narediti, sva v bistvu rekla, kaj pa, če bi vzeli to neko 16-ko in pa se sprehodili pač po Nazorjevi. In on tudi je bil tukaj zanimiv člen, ker recimo ni hodil na AGRFT in je na to gledal čist na en drug način. In je bilo super, ne? Ker včasih, jaz sem mogoče preveč neki idealiziral kakšne stvari, pa tako, ne? Vsak prostor imel spomin, tako kot si prej rekel, vsaka vrata, ki si jih prijel, si nekaj začutil in tako, on je pa na to gledal čisto na en drug način in potem se je v bistvu to zgodilo. Eno popoldne sva midva šla tja, tukaj na tem mestu moramo omeniti, da nam je zelo pomagal tudi Andrej na Gode, ki ga ni v špici, ker on je pač vse prisoten, ampak tako v ozadju. In smo pač to posneli. In potem je to trajalo kar nekaj časa, da se je realiziralo do konca, ampak ja, pač tako, zgodil se je ad hoc v bistvu. Ja, lahko še enkrat rečem, res smo hvaležni vsi, ki smo v tistih nekdanjih letih, to jih je bilo kar, zdaj, ko preštejem, 71 let je bil AGRFT na Nazorjevi, ko smo hodili po teh hodnikih, ne bom rekel, da smo vsi bruhali, ampak definitivno je bil prostor, na katerega se radi spomnimo, in ko smo pomislili, da tega prostora več nikoli ne bomo videli, nikoli več ne bomo šli tam mimo Miftarja gor, ampak dejansko se da to narediti z pomočjo vašega filma. Kako ste se odločili? V bistvu, včeraj ste omenila, da ste imela dva filmska traka, 16-milimetrska, en kader sekvenca, drugi detajli. Kako je v bistvu prišlo do te ideje, kakšen bo sploh film, kako se res posloviti od Nazorjeve? Ja, jaz sem se zelo veliko sprašvala o tem, a to kombinirati z nekimi posnetki, ker vse nekaj zelo glasnih žurov pa se je zgodili in so tudi bili zabeleženi v nekih neostrih mobilno-telefonskih posnetkih, ne? Ampak potem so nekako ugotovili, da to ne bo šlo, ampak da v bistvu to treba rešiti z nekimi prikazi prostorov. Zdaj pa kako bi te prostori najbolj zaživeli, sva ugotovila s kadar sekvenco, sva se v bistvu večkrat sprehodila, neke ideje imela, kako bi to naredila, nekako preštopala, da bo to glih prišlo na recimo 2 poskusa na eno rolo. Potem nam pa je v bistvu pri prvem poskusu baterija crkljena, tako da je kamera vedno počasneje laufala in potem se je ustavila in je bilo tako, ok, to ni, zdaj imamo samo še en take in potem sva se pač še enkrat sprehodila. Ko pa so to naredila, sva pa videla, da imamo pač še eno rolo in sva rekla, dajva vsem posneti še te neke detajle, ker vsem so pa v tem prehodu neke stvari ne pridejo toliko do izraza, te omarce so sploh bile svet zase gledaliških študentov, in vsaka omarca govori. Jaz sem že včeraj, so potem bili odzivi, da že Beno Krnitič iz drugega konca Slovenije kliče, kje se to da videti, ker je pač on tudi njegova omarca, recimo, pa tako, in se vidi, da je to res se razvijalo in vsaka generacija je dobila od prejšnje omarco, tam noč, so bile začimbice, ki jih je mogoče, ne vem, Ivo Godnič enkrat dal tja, mislim, tako, in je to res dobivali patino, tako da vsaka ta omarca ima toliko in toliko generacij igralcev v noter, potu, krvi, vsega. Ja, priznam, ko smo dobili tisti ključek, si šel ves čas si razmišljal o tem, kdo je to omarca imel prej in poskušal po vseh tistih nalepkah, vonju in vseh ostalih stvarih ugotoviti, kdo bi to bil. Miha, kako si sam seveda pristopil k filmu, podobno kot Matevž, nisi bil na AGRFT-ju kot študent, ampak najbrž, kot praviš, si zaslutil to težino prostora oziroma ta nek občutek, ki res vlada na AGRFT-ju, da je tam nekaj bilo narejenega, ustvarjenega v kulturnem smislu. Ja, mene so povabili ob eni kavici, če bi se pridružil k temu projektu in pa smo pač malo se pogovarjali, kaj bi oni želeli. In
v prvi fazi je mišljen bil samo, mislim, da ta kader sekvenca, zato ker ena rola se je izgubila. In smo se pogovarjali, da bomo začeli delati postprodukcijo, pa se je pa ta rola najdla, pa se je zdaj pa še malo počakali. In eno leto kasneje je prišel pač ta film ven in že takrat ko so razlagali o teh občutkih in prisotnosti, zato je tudi film razdeljen na ta dva dela, da je prvi bolj tak, da slike govorijo, v drugem delu je bila pa vedno ideja, da je vedno prisoten nek duh in da bi se pravi te zvoki prihajali pa odhajali, da je to v bistvu nekako vse skupaj povezano. Pa se je pa vseeno sam zlil. In je to nastalo, kar je nastalo. Smo šli pa, kar se tiče pa zvoka, sem pa dal idejo, da bi šli na mono, se pravi, da bi točno zvenelo, tako kot 16, kaj je zvenela. In mislim, da je kar uspel. Zakaj je bilo pomembno, seveda, da tudi Stašo vključite kot nekakšen dodatek v bistvu k sliki? To je bila pa odločitev Matevža, ki ga ni. Ki ga ni, ne. Tako da bo to mogel on odgovoriti. Matevž je kapituliral, ne. Ampak če lahko govorim skozi njegove besede, ne, recimo, vsaj približno, je to, da v bistvu Staša Popovič je včeraj smo videli v čudoviti igri filma Kaj ti je deklica, ne. Ampak ona ima eno kvaliteto, ki jo povezujemo mogoče z zlato dobo radia, ne, da ta njen glas je pač narejen za to, da ga poslušaš in ga bi poslušal in bi ga poslušal. In ona dva z Matevžem zelo veliko sodelujeta, tudi mi smo že pri kakšnih stvarih sodelovali skupaj in nekako potem smo se pogovarjali, kdo bi to prebral in je bila prva ideja Staša, ker je to te prostore dala čez, ima do tega nek odnos in bez zato, ker je pač njen glas hud. In potem je ona seveda pristala in je bila navdušena in potem sta z Mihatom skreirala to na nek način, tako, kar smo potem slišali včeraj. Kako ste nasploh sodelovali, ker nimamo ravno pogosto režijskega tria oziroma treh režiserjev. Tukaj se mi zdi, pa vsak je seveda sprejel še neko svojo vlogo, ali si bil DOP, ali bil Matevž montažer, Niko seveda z glasbo. Koliko je bilo to glede režije, neko sodelovanje, koliko je bilo pa res bolj brainstorming, pa neko skupinsko delo? V bistvu mi smo ustrajali pri tem, da se kreditiramo v teh vseh, v funkciji producentov in režiserjev vsi, zato ker dejansko je ta proces, v bistvu mislim, da ni bilo odločitve, ki bi bila sprejeta, da ne bi bili vsi trije skupaj. In zato je tudi ta proces toliko časa trajal, ker mi smo se dobili, pa smo malo pozabili, pa smo se spet dobili in potem smo se dobili pri Nikotu in je to se montirali skupaj, smo razmišljali, pa se je spet malo odložilo. Res je bil to en tak proces in skozi smo zagovarjali, da mora biti vse, ta velikokrat uporabljena beseda organsko ali pa življenjsko, ampak res tukaj smo rekli, mi smo zložili timeline, smo rekli, da to dela, a čudimo to, zvok, Staša je posnela, Miha, v tem smislu se pravi, res je to bil en tak proces, ko je nekdo bil odsoten, nismo o tem projektu razmišljali, zato sta potem tudi ona dva rekla, da v tem smislu, da je super, da potem se doda vsakmu tista funkcija, recimo Matevž je pri montaži veliko več dal, jaz sem pač posnel, Miha je pač oblikoval zvok, Niko je glasbo napisal, ampak v tem smislu je pa to res nastajalo tako skupaj, skozi. Ja, se dejansko tudi zelo majhna ekipa oziroma ekipa, ki je sprejela to. Na kakšen način mi lahko še poveš, bo film dostopen, bo viden tudi v naslednjih letih? Nekako imam občutek, da tukaj ne gre samo za stvar, ki bi jo rad imel nekje na spletu, da pač hočem videti Nazarjevo, da se lahko sprehodam, ampak se mi zdi, da tudi je ena teh stvari, ki bi si jo kar nekako predstavljal v kakšnem muzeju. Ne vem, zdaj ideje se pojavljajo, kaj s tem narediti, predvsem ta film bomo mu nekako poskušali ustvariti neko festivalsko pot, tudi v okviru akademije recimo, ampak več je teh pogovorov, kaj narediti s tem, ker to je samo eden od filmov, ki so jih ljudje naredili v akademiji. Imamo čudoviti dokumentarni film Martina Srebotnjaka, Srečno Monte Carlo, potem včeraj sem izvedel, da je Urška Kos za eno od svojih študijskih vaj tudi posnela neko kadar sekvenco, snemal je, mislim, da Amir Muratović nekaj o tem, snemal je Andrej Košak, tako da teh filmov več obstaja in v bistvu bi bilo zanimivo razmišljati, kako to lansirati kot različni pogledi skozi zgodovino. Ko je delal recimo Košak v 80-ih, je to bila čisto ena druga akademija, kot je to recimo zdaj ali pa na ta način.
Tako da ja, bomo videli, mogoče res nek ta muzejski kontekst. Je pa Matej že se prijavil, da te role zdaj, ki smo jih tokrat zgubili, da zdaj jih hočejo v kinoteko dati hraniti, da se ne bojo več zgubljeno. Pametno. Je pa, glede na to, da je letos 80 let, čez 20 let je 100. obletnica, mogoče se tukaj da kaj skombinirati, glede na to, da so te. Sigurno, ja. Super. Hvala vam še enkrat za predstavitev filma, pa za to, da se lahko bomo večno spominjali in sprehajali po Nazorjevi. Ja, hvala. Hvala še enkrat, Miha, hvala Rok in pa čestitke celotni ekipi. Hvala. Hvala.